Bero je odšel. Sam jaz. Opa, ne bo šel. Tole, da parkiram jaz tole svojo makino. Kar snimite, da se vidi, da se z biciklom pripelal. Dobro večer, gospe in gospodje, Ljubljančanke in Ljubljančani, predsedniki oziroma predstavniki in predstavnice četrtnih skupnosti, obiskovalke in obiskovalci, vsi kitajski turisti in tisti, ki ste tu, ker obožujete naravo in zastonj golaž. Dobrodošli na otvoritvi zelenega leta Mestne občine Ljubljana. Spontan aplavz. Zdaj na začetku moram razočarati par ljudi. Zeleno leto v Ljubljani ne pomeni, da je našemu županu uspelo legalizirati marihuano. Vem, marsikdo od vas je pomislil na to, ampak na žalost to ni. Zeleno leto v Ljubljani pomeni nadaljevanje in nadgradnja 1700 zelenih projektov in dogodkov, zaradi katerih je Ljubljana dobila naziv Zelena prestolnica Evrope v jugovzhodnem delu Evrope. Mislim, da je to. Za 2016. Spontan aplavz! Ljubljana je tako postala prvi in edini zeleni svetilnik v jugovzhodnem delu Evrope, to vam moram povedati, zato ker v ostalem delu Balkana še vedno mislijo, da je recikliranje pomeni to, da ne vržeš smeti na tla, ampak v smetnjak, kar je tudi kar zanimiv. In z oblikovanjem vizije Ljubljana 2025 je Ljubljana že leta 2007 zasnovala trajnostni razvoj mesta. Se pravi, ne neki na hitrco, ampak trajnostni razvoj, s čimer naš župan dokazuje, da ni šprinter, ampak maratonec. In moram znati, nekaj žensk in tudi moških se bo najbrž strinjalo z mano, kaj ne da? Seveda pa župan, prosim? Seveda pa župan ni edina gonilna sila. Zraven je še velika mestna družina, javna podjetja, zavodi, četrtne skupnosti, nevladne organizacije, šole in vrtci, ter seveda vi, drage meščanke in meščani. Vsi skupaj lahko naredimo belo Ljubljano še bolj belo, še bolj čisto. Tako čisto, da bo že skoraj prozorna, ampak ne preveč, da jo bodo turisti lahko še videli. Kot sem že povedal, bojo v program Zelene prestolnice Evrope aktivno vpete tudi četrtne skupnosti. Se pravi, vsaka izmed njih bo po 3 tedne zelena ambasadorka projekta. V tem času bojo v svoji četrtni skupnosti pripravili številne dejavnosti, s katerimi bojo še dodatno podprli Zeleno prestolnico Evrope 2016. Torej, če na kratko, ne dogaja se in ne dela se samo v centru. Spontan aplavz. Je pa nekako logično, da vsi turisti pridejo sem pogledati. Čeprav mogoče, bi lahko imeli kakšne vodene oglede, Fužin, Dravelj in tako. Bomo se pa, zdaj mi je na pamet pada, se bomo pa pogovarjali. Torej, kot sem rekel, ne dela se samo v centru, zato sedaj na oder vabim predstavnike vseh četrtnih skupnosti. Gospe in gospodje, prosim, en lep aplavz za Črnuče, Šmarno goro, Vič, Center, Golovec, Moste, Jarše, Osavje, Rudnik, Rožnik, Šentvid, Bežigrad, Trnovo, Polje, Dravlje, Šiška in Sostro. Ja, Sostro je tudi četrtna skupnost Ljubljane. Jaz nisem vedel, da pride. Še posebej pa seveda predstavnika četrtne skupnosti Črnuče, gospoda Smiljana Mekičarja, ki prvi prevzema štafeto zelenega ambasadorstva. Lep pozdrav, to je ta štafeta. Ma je lepa. Ma je lepa. Hvala lepa. Z veseljem in ponosom prevzemamo to ambasadorstvo. Obljubljamo, da bomo v mesecu januarju pokazali, kaj pomeni živeti z naravo, kaj pomeni zelena prestolnica, kaj pomeni zelena Ljubljana. Zato so z mano tudi folkloristi oziroma našo folklorno društvo Ljubljana oziroma Črnuče, ki predstavljajo eno tradicionalno vez in predvsem trajnostno povezavo, ki jo v Črnučah poskušamo uvesti ne samo z naravo in okoljem, ampak tudi z ljudmi. Že 4. mednarodni festival folklore 28. maja vabljeni že sedaj.
in bo poleg tega, da bomo pripeljali tole nagrado z jadrnico proti Črnučam, kajti vetrna energija oziroma veter je tisto, kar nas žene naprej. Skratka, zelena prestolnica gre v Črnuče. Hvala, gospod Mikčar. Ljubljana, ste pozabili bliskati, ali kaj? Tisti, ki poznate besedilo Golice, kar pojte zraven. Gospe in gospodje, en lep aplavz za našo podžupanjo Tjašo Ficko. Najlepša hvala. Dragi gostje, lepo pozdravljeni danes na ta za nas tako poseben dan. V bistvu od junija 2014, ko smo prejeli ta prestižni naslov, je minilo že več kot leto in pol, pa kljub temu je še zmeraj tako zelo prijeten občutek, ko lahko še enkrat znova povem, Ljubljana je zelena prestolnica Evrope 2016. Cele Evrope, ne le jugovzhodnega dela. In zmeraj znova sem ponosna, ko lahko spet ponovim, da je Mednarodna ocenjevalna komisija pod okriljem Evropske komisije ugotovila, da je Ljubljana tisto mesto, ki je v najkrajšem času naredilo največ sprememb v pravo smer. V smer zelenega, trajnostno naravnanega mesta, v smer mesta, kjer skrbimo za visoko kakovost življenja in jo skušamo še izboljšati, saj vemo, da je to zgodba, ki se nikoli ne konča. Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. In Ljubljana je mesto, ki uspešno in pogumno sledi viziji, ki smo jo zastavili v letu 2007 in ki gre po poti trajnostnega in zelenega. Vesela sem, ker je ta nagrada in ta naslov priznanje vsem. To je priznanje vsem sodelavcem velike mestne družine, ki si prizadevajo in prizadevamo za dobro upravljene projekte in je hkrati tudi nagrada vsem Ljubljančanom, Ljubljančankam, vsem, ki živimo, živite in delate v Ljubljani in si morda z majhnimi koraki prizadevate za lepše okolje, za bolj zdravo okolje, se včasih namesto z avtomobilom zapeljete s kolesom, s biciklom ali se potrudite, naredite 2 koraka več in ločujete odpadke in še marsikaj tega, kar se mogoče zdi malo, pa je v bistvu zelo veliko. Zdaj, od junija 2014 je preteklo že kar nekaj časa in mi nismo mogli čakati na leto 2016, ampak smo začeli takoj. Veliko aktivnosti je že bilo izvedenih, veliko priprav na letošnje leto tudi. Če bi se začela zahvaljevati vsem, bi kar dolgo tukaj stala, ampak dovolite le toliko, da se zahvalim ekipi ZPE pod vodstvom kolegice Nataše Jazbinšek-Sršen, ki so zelo predano doslej že delali na tem projektu.
Tako da Karmen, Nuša, Simona, Kristina, Barbara, Nataša in Mitja, iskrena hvala. Pogled v letošnje leto je zelo zabaven, čaka nas zanimivo, dinamično leto, verjamem, da bo tudi naporno. Program je obsežen. 9. februarja bomo v Bruslju uradno prevzeli naziv od Bristola, 10. marca bomo tukaj v Ljubljani priredili veliko mednarodno otvoritev, ampak ker smo in ste Ljubljančani, naš najpomembnejši deležnik, naš najpomembnejši sogovornik, začenjamo že danes. Pravzaprav smo začeli že včeraj z otvoritvijo tega objekta na moji levi strani, pri čemer se iskreno zahvaljujem podjetju Riko s partnerji, ki so nam omogočili, da bomo v našem zelenem letu na tej točki naredili zelo veliko dogodkov, aktivnosti, da se bomo družili tukaj in tudi drugje. Upam, da se bomo skupaj učili drug od drugega, da bomo skupaj rasli, da bomo še okrepili trajnostno vedenje in da bomo skupaj skrbeli za še lepšo, še bolj zeleno in še bolj trajnostno naravnano Ljubljano. Vsem skupaj želim uspešno zeleno leto in sem vesela, da se je končno začelo. Hvala. Hvala. Podžupani, sedaj pa na oder seveda vabim, kar lahko aplavz se nadaljuje, na oder vabim še župana mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića, o katerem pa tako že vsi veste vse, oziroma vse mislite, da vsi vse veste. Lep aplavz, prosim. Spontan aplavz. Drage Ljubljančane, Ljubljančane, spoštovane gospe in gospodje, tožilci in tovariši, drage sodelavke, sodelavci, mestne svetnice, dragi gostje. Danes lahko mirno rečemo, da vsi, ki smo prisotni, nosimo v srcu ponos. Ponos, da smo zmagovalci v enem najpomembnejših področij pri razvoju tega našega planeta. Ponos na to, da smo edino mesto v tem delu Evrope s tem nazivom in najbližje mesto Ljubljani je daleč več kot 1000 kilometrov. Ponosni na to, da smo v najkrajšem času naredili največje spremembe v letih življenja. Zahvala gre prav vsakemu od 12.089 zaposlenih v veliki mestni družini za vsak del in delež, ki je prispeval v zeleni prestolnici Evrope. Kolegica Tjaša Ficko je vodila ekipo, ampak v tej ekipi moramo upoštevati tudi tiste, ki so polagali kocke, pa ki so postavili količke, da so bili pločniki zaščiteni, pa sadili nova drevesa, pa pobirali papirčke po ulici. V tej ekipi gre tudi vsem tistim, ki delajo v zdravstvenih domovih, lekarnah, šolah, vrtcih, v naših zavodih. Kajti vodila se misel, da smo med dobrimi lahko najboljši. Ne glede na število prebivalcev, v zadnji konferenci v Parizu je bilo kar 1000 županov in govorci so govorili, kaj bodo naredili vse v svojih mestih do leta 2025. Vse to, kar so se oni pripravili delati, je Ljubljana že izvedla ali pa že dela. Ta naziv zelene prestolnice Evrope nam ne more nihče vzeti. Mi ta naziv lahko samo nadgrajujemo s svojim odnosom do narave. In hvaležen sem vsakemu Ljubljančanu, vsaki Ljubljančanki, ki skrbi po svojih močeh, da je Ljubljana vsak dan lepša. Lepša od najlepše, tako že to vidite. Lepša. Najlepša, lepša Ljubljana. Najlepšejša. Počas bo nekaj ljudje omogočili svojo oddajo. Rad bi vam pa povedal tudi tisto, kar me muči v teh časih in pogled na bodočnost. Tudi jaz zahvaljujem Riku za ta prispevek svojimi partnerji, ampak pobene misle, da bo Riko imel tu najboljšo promocijo, kajti v to mesto hišo prihajajo kralji, predsedniki držav, prihajajo tudi delegacije in kaj ne bi že videti to našo infotočko s prijaznimi študenti, študentkami, ki bodo predstavili tisto, kar je lepega. In obenem bo to dobra promocija Riko. Potem, ko bomo to promocijo zaključili, bosta dva krasna objekta, bomo šla v živalski vrt ali pa kam drugam. Ampak tisto, kar je ključna beseda
naslednjih 10-15 let v Evropi, predvsem v Evropi, pa na svetu, je solidarnost. Mi danes s tem nazivom, s tem uradno otvoritvijo kažemo solidarnost do tistih generacij, ki so naredili uvodno pesem. Da bojo imeli svojim otroci enako lepo mesto ali še lepše, kot da imamo danes. Da bojo imeli ohranjeno naravo, čisto pitno vodo in da bojo imeli lahko ponosni na mesto, ki smo ga dobili upravljanje, predamo se generacijam lepo ali pa še lepše. Mi imamo tu evropske prvake tudi na področju smeti. Snaga kolega Kramžar in naredil projekt Brez smeti 2035. Tega praktično v Evropi v državi nisi nikjer več. In kadar govorimo o solidarnosti do narave, je treba govoriti tudi solidarnosti med nami, ki skupaj bivajo, o sobivanju. Po vseh nesrečah, ki se dogajajo po svetu, po Evropi, smo mi lahko veseli, ponosni na tem sobivanju, da pri nas ni nobenega incidenta. Od 27. novembra do 2. januarja, tu v mestnem središču, ker je bilo več kot milijon obiskovalcev, nismo imeli niti enega incidenta. In zato sem tako bolj žalosten, ko se najde posameznik, ko se najde medij, ki spodbuja nestrpnost in se dogodi to, kar se danes dogodilo na Čarni. Jaz osebno obsojam vsako nestrpnost. Obsojamo vse tiste, ki iščejo svojo slavo, da blatijo druge. Vem, da nekateri vidijo odveč, da sem bil očilo oproščen po 7 letih in pol procesa, ki ga ne bi smelo biti. Ampak konec koncev smo mi tisti, ki ustvarjamo to mesto, ki lahko zgleda Evropi. Mi smo tisti, ki lahko pokažemo tudi pot ostalim. Vsako leto dobimo po milosti države prejšnjih vlad nekaj manj denarja. Pa to povemo, pa tega ni zapisano, ampak ne jokamo. Enostavno delamo še več, delamo še bolje in uspehi so vidni. Hvala tudi vsem predsednikom četrte skupnosti, ki so danes bili z nami. Mnogi govorijo, kako je teoretično treba upeljati participativni proračun. Mi ga že zdavni imamo, kajti z njimi se srečujemo redno in dogovarjamo, kaj je tisto, kar vsaka četrta skupnost rabi, in to dogovarjamo, katere naloge so prednostne. Samo za podatek, po 8 letih smo naredili novih prostorov v vrtcih za 7000 otrok. Ampak to pomeni tudi 1000 novih vzgojiteljic. To pomeni tudi vsak mesec 1,5 milijona evrov več plača za te vzgojiteljice, skrbijo za naše otroke. Pa pri otrocih nikoli ne bomo šparali, kot je delala država v prejšnjih časih. Rekli so, šparajmo, pa ne saj nekaj hoče. In zato sem vesel in hvaležen mojim sodelavcem, sodelavkam na vsem, kar delajo za to mesto in delajo veliko in delajo dobro. In hvala vsakemu Ljubljančanu posebej, tudi če nas spomni, da kaj ni narejeno prav čas. Iskrene čestitke celotni ekipi, hvala ste prišli v tako velikem številu, hvala učenkam in učencem osnovne šole Poljane na krasni peskvi med mnogimi. Hvala vsem, ki delate dobro Ljubljane, uživajte v najlepšem mestu na svetu in bodimo ponosni na to, kar nam nihče ne more vzeti. Mi smo zelena prestolnica Evrope, najlepše mesto in pa ljudje, ki smo si različni, a pa znamo skupaj živeti. Srečno Ljubljana, srečno Slovenija. Hvala, gospod Van. Ja, Torej, da imamo pa nekako jasno zelo veliko postavljenih stvari okrog nas in pogledajte, na vaši levi stoji eno tako zelo zanimivo umetniško srce, to je zeleno srce Ljubljane, ki meri srčni utrip meščank in meščanov, ter seveda obiskovalk in obiskovalcev in tudi kitajskih turistov. Ja. Tako da zdaj bom prosil župana in podžupanjo, če lahko kar, ste že stopila, da posnameta svoj utrip srca. Seveda ga ne pozabite kasneje oddati tudi vi. Ne vam povem, da vse tiste, ki mogoče razmišljate, to nima veze z bypassom in te rezultati niso kredibilni, če greste po tem doktorju. Ok, tako da si, ja, tako. Nekaj časa bo to trajalo, tako da kar vzete se čas, gospod župan, gospod podžupanja. To je to? Še na pol, dva. Ja, gospod in gospodje, to ni Čiči D'Agostino. To je naš župan in njegov ritem srca. To je pa, vse se sliši, slišite? Tak.
počas dela. Ja, lepi so to, ne. Če ste to pa kolesarski trip, ne. Ja, ja. To je bil gospod župan, sedaj pa še gospa podžupanja. Naj priješ pomagati. Da vidimo, če srček kaj hitreje bije. Kamera. Zdaj že vem, zakaj zdaj pa še komad on My heart will go on. To pa že malo bolj ambasada Katalonije, a? Že malo, ne? Kaj je to zaradi mraza, ali kaj je? Podžupanja, ste tekli prej eno uro, ali kaj prej ste samo šli? I got a feeling, vidite še malo gor. The night's gonna be... Super! Najlepša hvala, en lep aplauz, prosim še za podžupanja, župana, ki sta presela svoje tri srca. Zdaj smo seveda vabeni tudi vsi ostali. Preden pa to naredite, naj vas upozorim še na vašo desno, kjer je ta infotočka, o kateri je že gospa podžupanja veliko spregovorila. Na tej infotočki se bo danes oziroma od jutri naprej dogajalo marsikaj. Vsi projekti, vse delavnice, otroške delavnice, delavnice, starejše delavnice, že na malo mest. Vse delavnice se bodo dogajale tukaj seveda v okviru zelenega leta občine Ljubljana. Tako da, če mislite, ne vem pa, če bo vsak dan golaš, to pa ni znamo. Ne se bo samo dogajalo. Torej, številne aktivnosti, tako da ne pozabite, če imate čas, pridite mimo in gledajte, kaj se dogaja. Skratka, pestro bo, zato je nujno, da čim prej prižgemo zelene luči. Lahko je aplavz, potem ko prižigamo zelene luči ob zelenem letu. Na gradu in mostovih. Evo, skole prelepo zelena je naša Ljubljana. Kaj pa gor na gradu? In seveda zelena zate. In zate. Skratka za vas, ampak slogan je zelena zate, zato moram to reči in vas ne moram nikati. Pustimo. Gospe in gospodje, hvala Ljubljana, prej je gospod župan vprašal, kako gre že ta gradacija, zdaj sem ugotovil, lepa, lepša Ljubljana.